Slovenija je vse bolj vidna na evropskem nivoju, vendar žal zaradi napačnih razlogov. Stanje v naši državi je izredno problematično, pravzaprav smo ena izmed najbolj problematičnih evropskih držav. In zato se je Evropska ljudska stranka odločila, da pošlje svojo delegacijo v Slovenijo. Vodil jo je nekdanji predsednik Evropskega parlamenta Jerzy Buzek in ocenili so stanje v naši državi. Na podlagi te ocene je predsedstvo Evropske ljudske stranke predlagalo skupščini, da sprejme resolucijo o Sloveniji. Moram povedati, da je bila ta resolucija pravkar sprejeta in to v soglasju, torej velika podpora, 100% podpora je bila tej resoluciji. Poseben problem, na katerega opozarja Evropska ljudska stranka, je problem pravne države v Sloveniji. Naj spomnim, da je na to opozorila že Evropska komisija letos pomladi v okviru evropskega semestra. Evropska ljudska stranka opozarja na to, kako pomembna je neodvisnost pravosodnega sistema, kako pomembno je, da se zagotovi pošteno sojenje vsakemu državljanu in vsaki državljanki v naši državi in da moramo upoštevati predpostavko nedolžnosti, preden se ne pokaže, da je nekdo tudi resnično kriv. In ta predpostavka nedolžnosti mora veljati za vse. Opozarjamo na to, da je ta predpostavka, če ni uporabljena, lahko zlorabljena za namen izločanja političnih tekmecev. In v zvezi s tem seveda Evropska ljudska stranka opozarja na primer Janeza Janše, kjer se je odprl primer Patria zdaj že dvakrat zaporedoma na državnozborskih volitvah. Zato Evropska ljudska stranka poziva OVSE in pa Svet Evrope, naj skrbno spremljata ta primer. Naj poudarim, da se tu ne poziva te dve inštituciji, da posegata v samo vsebino postopka, kajti vemo, da se to ne sme, ampak da preverjata postopke, ali so spoštovana pravila, ki naj veljajo v demokratičnih pravnih državah. Evropska ljudska stranka tudi opozarja na to, da je delujoč pravni sistem potrebna komponenta, če želimo uspešno izplavati iz te krizne situacije, v kateri smo sedaj. Opozarja pa tudi na to, da moramo vendar enkrat prekiniti starim vrednostnim sistemom in tudi starimi centri moči, ki jih nekako vlečemo še kar iz stare države, se pravi države pred letom 90 naprej pa do današnjih dni. Imamo torej dve nalogi. Prva naloga je ta, ki je doletela ostale evropske države in obsega vse ukrepe, ki jih je potrebno narediti za izhod iz krize. Druga naloga pa je ta, da moramo tudi prekiniti s prejšnjim sistemom, če hočemo, da bodo protikrizni ukrepi imeli tudi trajnostni značaj. Kajti v Sloveniji imamo problem z vrednostnim sistemom, mi imamo problem s tem, da pravzaprav nismo dejansko prekinili z preteklostjo. In to je pravzaprav edina neka trajna pot Slovenije, je ta evropska pot in to je tista pot, ki nam bo zagotovila tudi oživitev gospodarstva in ponovni razvoj in tudi ponovno odpiranje novih delovnih mest.